komentirala tudi zadnje dogajanje na umetniški sceni. Citiram: Po eni strani gre, da se tudi očrni področje kulture in umetnosti, ki na podlagi enega takega dogodka ne pomeni in se ne kaže kot neko dekadentno področje. Gre za področje, kjer se trdo in veliko dela. Konec navedka. V Slovenski demokratski stranki smo v luči zadnjih dogodkov v kulturni sferi preverili javno dostopne podatke financiranja nevladnih organizacij na področju umetnosti v preteklem desetletju. Davkoplačevalci smo za tako imenovano umetniško ustvarjanje, od filmskih produkcij do razstav in raznih performansov, plačali preko 55 milijonov evrov v tem obdobju. Kulturnim društvom, ki delujejo na področju umetnosti, in drugim nevladnim organizacijam, ki delujejo v kulturi, se lahko podeli status nevladne organizacije v javnem interesu na področju kulture, če njihovo delovanje na tem področju presega interese ustanoviteljev oziroma članov in če je to splošno koristno. V SDS-u smo prepričani, da so v preteklem desetletju v nemalo primerih kulturniki svoj status zlorabili in da njihovo ustvarjanje ni prispevalo k dvigu kulture v našem prostoru. Seveda je pojmovanje, kaj je prava umetnost v sedanjem času, velikokrat tudi stvar širše razprave in različnih vidikov. Vendar pa ne moremo mimo tega, da mora biti prav Ministrstvo za kulturo prvi branik slovenske kulture in njene zapuščine ter ugleda v domači, pa tudi mednarodni javnosti. In naj ponazorim našo skrb samo s par primeri iz zadnjega obdobja. Tukaj na sliki imamo en performance iz septembra 2020, kjer so se umetniki zbrali pred poslopjem Državnega zbora in uprizorili performance, kjer je ruski umetnik, skupaj je to organiziral Fotopub, pojedel živega netopirja in tako zvana umetnost se je pričela, torej to je bilo pred 2 letoma. Ne moremo tudi mimo predstave, ki so jo uprizorili v enem izmed ljubljanskih gledališč, kjer je umetnica udrihala zastavo, spremljalo so tudi to predstavo besede, ki so direktno naslavljale takratnega predsednika vlade in ga blatile, to pa v priču mladoletnih dijakov in dijakinj, ki so to predstavo gledale. Nadalje naj prikažem še en primer performansa gospoda Žiga Kariža, ki se je sicer preimenoval leta 2007 v Janeza Janšo. Tukaj vidimo na sliki plakat z ženskimi genitalijami, kar plačujemo davkoplačevalci. In še nazadnje odmevni primer, ki je zdaj odjeknil, se pravi performance oziroma razstava umetnika gospoda Dušana Smodeja v Fotopubu, kjer so razstavljeni takole na gled vse javnosti v Ljubljani na Tivolski cesti, gole figure živih ljudi. In predvsem zadnji dogodki, ki so se zgodili na področju umetniškega razstavljanja v Fotopuba, so prevečujem gospoda Dušana Smodeja, pričajo, da se iz javnih sredstev financirajo projekti, ki jih težko razumsko opredelimo kot umetnost z dodano vrednostjo. Prav tako je nadvse zaskrbljujoče, da umetniki javna sredstva namenjajo za zabave, ne izplačuje pa svojih podizvajalcev in ne oddajajo letnih poročil, kar od njih zahteva slovenska zakonodaja. In ministrica za kulturo, doktorica Vrečko, je v večerni informativni oddaji tudi potrdila finančne malverzacije dotičnega umetnika. In citiram: Za leto 2021 še ni bilo poročila, ki sledi podelitvi denarja. Poročilo bi moralo biti oddano 15. januarja. Pristojna službenka tudi po več pozivih od Smodeja in Fotopuba ni pridobila poročila. Konec navedka. In ob dejstvu, da so v javnosti pricurjale informacije, da se je na teh razstavah oziroma performansih, ki jih je organiziral gospod Smodej, zlorabljalo dekleta, in to celo mladoletna, ter nelegalno posedovalo prepovedane droge, je to po našem mnenju popolnoma nedopustno in se mora kar najostreje sankcionirati. Dodatna skrb pa je na mestu, saj se v javnosti pojavljajo audio-vizualni dokazi, da je za domnevne zlorabe mladih deklet lahko vedel tudi sam vrh vlade oziroma vladne stranke
Levica. Na eni izmed razstav Fotopuba je bil opažen podpredsednik Vlade Republike Slovenije gospod Luka Mesec pred enim letom. In ob zadnjih dogodkov se javno ni oglasil, dokler se na socialnih omrežjih niso opogumila mlada dekleta, ki iz dneva v dan pišejo o nedopustnih ravnanjih na že omenjeni lokaciji in dokler o tem širše niso začeli poročati tudi osrednji mediji. Zato smo danes na predsednico odbora za kulturo naslovili zahtevo za sklic nujne seje, na kateri bomo Ministrstvo za kulturo pozvali, da pripravi poročilo, kako so se sredstva namenjena umetniškemu ustvarjanju porabljala, ali je šlo za transparentno porabo davkoplačevalskega denarja in kako bo Ministrstvo za kulturo v sodelovanju s policijo ukrepalo, da do takšnih malverzacij in predvsem zlorab na področju kulture in umetnosti ne bo več prihajalo. Hvala lepa. To je z moje strani vse, zdaj sem pa na voljo tudi za dodatna vprašanja. Če ni vprašanj, se vam zahvaljujem za udeležbo in vam želim lep dan. Mogoče kaj pravzaprav pričakujete na tem odboru, ko bo prišel do razprave, če bo seveda prišel do razprave, pravzaprav kaj, bi bili radi preverili finančno stanje, tudi poziv policijo ste omenili, vrh Levice, kaj je pravzaprav mogoče namen? Namen je predvsem preveritev in tudi seznanitev javnosti s porabo davkoplačevalskega denarja v zadnjih 10 letih, torej za te nevladne organizacije, ki morajo po zakonodaji seveda imeti ta status, morajo tudi predložiti finančna poročila vsako leto Ministrstvu za kulturo. Morda se spomnimo primera še iz prejšnje vlade, ko je minister Simoniti nekako preveril, če vsak tak nevladnik izpolnjuje status. Takrat so mediji bili zelo kritični, da to ni njegova naloga in predvsem mi pa menimo v Slovenski demokratski stranki, da mora biti minister prvi, ki ve, kam gre davkoplačevalski denar in na tej seji bomo tudi to temo odprli. Kot sem pa že prej v uvodu dejal, preko 55 milijonov evrov sredstev je šlo v 10 letih za financiranje filmske produkcije, predvsem tukaj namenimo gospoda Vinka Möderndorferja. Za njegove filme smo približno dali, saj za ene 4 filme, okoli 3 milijone evrov, ki pa je privabil v kinematografe zelo malo gledalcev. Tako da enega izkupička iz te produkcije ni bilo, naprimer. To je samo eden izmed mnogih primerov. Še morda kakšno vprašanje? Potem pa hvala lepa in lep dan.